vami. Danes si bomo pogledali, kako izdelamo eno tako škatlico. In sicer ta škatlica se odpre, tako ima pokrov in v bistvu je to škatlica voščilnica oziroma po angleško ji rečemo explosion box, zato ker ko jo odpremo se pač tako razpre. Jaz vam bom pokazala, kako jo jaz izdelam. To je zdaj en vzorček, ki sem ga pripravila za vas. Moj način ni tisti, ki ga morate uporabljati. Jaz vam bom samo pokazala, kako vam bo po moje najlažje, da izdelate eno tako škatlico. Za delo bomo potrebovali tole ploščo z utori. Potrebovali bomo kost, škarjice in pa obojestranski lepilni trak. Poleg tega bomo pa potrebovali dva papirja. In sicer prvi papir, tale manjši, je velikost 15x15 cm oziroma 6x6 inčev in večji je 30x30 oziroma 30,5x30,5, če smo bolj natančni, oziroma 12 inčev za 12 inčev. Bomo začeli kar s velikim. In sicer, kaj bomo naredili? Papir postavimo čisto v kot in če pogledamo na našo že narejeno škatlico, je naša škatlica sestavljena iz 5 delov. Kako to dosežemo in če dobro pogledamo, vsi deli so enako široki in visoki. To naredimo tako, se pravi, mi vemo, da imamo 12-inčen papir. Če delimo to s 3, dobimo 4 inče. Se pravi, bomo na utor naredili na 4 inčih in 8 inčih. Potem bomo papir zasukali in zadevo ponovili, se pravi na 4 in na 8 inčih. In zdaj, če bom pokazala na nasprotni strani, ker bo malo lepše videti, imamo zdaj naš pravokotnik, oziroma naš kvadrat, razdeljen na 9 enako velikih kvadratkov. Kaj bomo naredili? Se pravi, mi želimo v bistvu ta plus dobiti ven. Če želimo ta plus dobiti ven, pomeni, da moramo te zunanje, se pravi te 4, izrezati. To si zdaj lahko naredite s pomočjo škarij ali pa s pomočjo alfa-noža in ravnila. Zdaj jaz bom zaradi videa uporabila škarje in odrežemo po utoru. Skušamo biti čim bolj natančni. Lahko uporabite tudi rezalnik, če vam je lažje. Jaz bom zaradi videa samega bom kar tako na roke. Tako, odrežemo še zadnji in dobimo 4 kartončke, ki jih lahko potem uporabimo za dekoracijo. Jaz škatlice danes ne bom dekorirala, vam bom samo pokazala, kako se jo naredi in dekoracija je potem odvisna od samega posameznika. Dobro je, da se vnaprej odločimo, recimo jaz imam tukaj papir, ki je enobarven, se pravi druga stran je bela, da se odločimo, katero stran želimo imeti zunaj. Jaz sem se odločila, da hočem imeti vrtnice. Se pravi, zdaj kar naredim še je, da to dobro utrdim. In zdaj imam že v bistvu nekako našo osnovo za našo škatlico pripravljeno. Zdaj v te plasti, ki so noter, jih lahko dodate več. Se pravi, lahko naredite manjšo pa zamaknjeno in tako naprej. Če boste želeli, vam lahko pokažem. Osnova je torej zdaj narejena.
Umaknemo na strani in vzamemo naš drugi kartonček. Tega smo rekli, da je 6x6. Z tega kartončka bomo naredili pokrov za našo škatlico, se pravi tole. Ja. Zdaj, ker vemo, da je naš kvadrat tukaj 4x4 inče, želimo, da je tudi naš pokrov približno toliko velik. Zato bomo zdaj na vseh 4 straneh, zdaj, lahko gremo tako, ne, se pravi 1 inč pa 5 inčev. Lahko pa gremo, da imamo enakomerno, zarotiramo papir in gremo zopet 1 inč. Pa spet zarotiramo, pa imamo 1 inč. In tako ponovimo na vseh 4 straneh. In imamo narejen pokrov. Preden pokrov sestavimo, pri škatlici, zdaj tudi, če pogledamo, imamo 9 koščkov, ne. Tega so pač te kotki malo manjši. Pri tej škatlici, oziroma pri osnovi za škatlico so bili vsi deli enako veliki. Tukaj ne bomo odrezali čisto stran, ampak bomo samo zarezali do prve, se pravi do črte. Takole, na vseh 4 straneh. Zdaj, ko imamo to narejeno, kar jaz naredim, je običajno, da tako naredim en tak manjši trikotniček, zato da se mi potem papir v bistvu lepše sestavi, oziroma da se mi pokrov lepše sestavi. Ta zadeva je pač, prepuščam odločitev vam. Če želite, lahko tako naredite, ampak dobimo lep, čist rob. Kaj naredimo? Prepognemo še, tako da zafiksiramo te naše robove, ki smo jih ustvarili s pomočjo kosti. Vse dobro pritisnemo, oziroma lahko gremo še s kostjo čez. In potem pride na vrsto obojestranski lepilni trak, oziroma lahko uporabite tudi tekoče lepilo. Jaz sem se pač naučila, oziroma uporabljam več ali manj obojestranski lepilni trak. Kaj naredim? Zalepim ga na te delčke, na vse 4 strani. Jaz potem uporabljam ene škarjice, ki so kao nelepljive, tako da imam v bistvu za obojestranski lepilni trak posebne škarjice. Ne uporabljam teh običajnih škarij, ki jih uporabljam za rezanje papirja, ampak imam za to prav posebne škarje. Kar nam še ostane je zdaj, da ta obojestranski lepilni trak odlepimo in skušamo čim bolj natančno, upam, da se vidi, zalepiti zdaj našo škatlico oziroma naš pokrov skupaj. Zdaj si moramo malo časa in pokrov je skoraj končan. Še zadnji zavihek. Zdaj imamo tudi pokrov pač narejen. In kar nam še ostane je, da škatlico dekoriramo in dejansko jo zapremo, če nam bo uspelo. Evo, tako. In imamo škatlico, zdaj sem malo hitela in sem jo malo grdo zaprla, ampak v principu je tako, in ko jo odpremo, potem zadeva eksplodira. Tako da upam, da vam je bil ta video v pomoč pri izdelovanju teh Explosion Box voščilnic. Imam pripravljenega še enega, in sicer za malo drugačno dimenzijo, tako da imamo različne velikosti teh delov in ko bo pripravljen, ga objavim, tako da se vidimo kmalu. Čau!